Pozdravljeni na 5. pogovoru o ciljih trajnostnega razvoja. Že 5. Wow, se bom mogla začeti šteti. No, jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Jana Lampe iz Karitasa. Živjo. Živjo. Danes bom v bistvu tisti začetni nagovor o ciljih trajnostnega razvoja prepustila Jani, ki kar veliko ve o tem, ampak govorili bova o 1. in 2. cilju, torej odpravi lakote in revščine. Pogovor bo trajal približno 1 uro in če boste imeli kakšne komentarje ali pa vprašanja, lahko kar napišete pa to objavo, jaz bom vmes preverjala, tako da če bo kdo kaj napisal, bova potem tudi v živo lahko odgovorili. Zdaj pa bova kar začeli, da ne bom preveč časa porabila. Tako da živjo Jana, hvala, ker si vzela čas. Pa mogoče začneva s tem, da se nakratko nam predstaviš. Jaz pač delam na Slovenski Karitas in sem odgovorna za mednarodno razvojno in humanitarno pomoč, ki jo izvajamo skupaj z misionarji pa Karitas po svetu. Ob tem nas podpira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Tako da na različne načine, prek različnih projektov v bistvu poskušamo prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja po svetu. Super. Ja, jaz mislim, da bo danes res zanimiv pogovor, ker ima Jana zelo zanimive izkušnje. Tako da mogoče začneva kar diskusijo o vseh tvojih projektih in tvojem delu na tem področju. Prav, jaz sem za. Jaz bom imela eno predstavitev, ki jo zdajle podelila z vami. Tako, se vidi? Ja. No, danes smo v bistvu govorili o 1. pa 2. cilju trajnostnega razvoja. To sta odprava revščine in lakote. Najprej pa še za tiste, ki ste mogoče danes prvič na temu, kako se temu reče, kot neko izobraževanje, še nekaj splošno o ciljih trajnostnega razvoja. Te cilje so leta 2015 sprejele vse države članice OZN, se pravi tudi Slovenija, v agendi 2030 za trajnostni razvoj, poudarjajo skladen ekonomski, socialen in okoljski razvoj. Jih je skupaj 17 in prispevajo tako k boljšemu zdravju, kot pravi lakote, revščine, kakovostnemu izobraževanju, enakosti spolov, dostojnemu delu, zmanjševanju neenakosti, tudi odgovorni porabi in proizvodnji, podnebnim ukrepom in tudi k miru, pravičnostim in močnim institucijam in še nekaj drugih. To je samo za okvirno, saj v vsakem cilju zveste več ob takih diskusijah. Je pa tako, ne vem, koliko poznate, prej so bili v bistvu cilji tisočletja, razvojni cilji tisočletja in so bili v bistvu namenjeni samo državam v razvoju, se pravi revnejšim državam sveta. Te cilje pa je danes potreba uresničiti v bistvu v vseh državah sveta do leta 2030, se pravi tudi v Sloveniji. Vsi smo tako soodgovorni za ta trajnostni razvoj naše države in vseh drugih držav, seveda največje potrebe v bistvu za uresničevanje teh ciljev so pa seveda v revnejših državah sveta. Toliko na kratko. Zdaj pa tudi še 2 slajda bosta taka, mogoče malo bolj izobraževalna, pa vam bom pa res povedala marsikaj o teh 2 ciljih, pa tudi o razmerah v Afriki in drugje iz svojih lastnih izkušenj, ker sem bila že 10-krat v Afriki, recimo, pa večkrat tudi na terenu v Balkanu, nekaj zgodbo, slikic, tako da bo nekaj bolj živahno, zanimivo. Ampak za začetek vsem, da vemo, o čem govorimo. Ja. Se pravi, 1. cilj trajnostnega razvoja brez revščine pomeni, da je potrebno odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu, da je treba izkoreniniti skrajno revščino, prepoloviti število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, ob tem tudi krepiti socialno-varstvene sisteme v državah. Mnoge države, sploh v Afriki, recimo, imajo zelo šibke socialne varstvene sisteme. Recimo v Sloveniji smo tukaj še vseeno kar dobro, seveda tudi so kakšne pomanjkljivosti, ampak drugje je v bistvu še težje. Potem tudi zagotoviti dostop do dobrin za vse ljudi, da bi se zmanjšala
revščina do gospodarskih sredstev, lastništvo zemlje, osnovnih storitev, naravnih virov, mikrofinanciranja in podobnega, pa tudi poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejšega prebivalstva, recimo sploh za prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi druge gospodarske, socialne, okoljske pretrese in katastrofe. Torej 10% svetovnega prebivalstva danes živi v hudem pomanjkanju, to je absolutna revščina, se pravi z manj kot 1,54 evra na dan. Poznamo pa tudi relativno revščino, se pravi, ko si ti nekje reven v svojem okolju, v Sloveniji sigurno premalo 1,54 evrov na dan za dostojno preživetje, tako da kjerkoli si, v bistvu, tam moraš v bistvu v svojem okolju imeti pač sredstva, da lahko dostojno preživiš, to je pa relativna revščina. Na območjih z največjim deležem absolutno revnih ljudi živijo v podsaharski Afriki, tam je kar 40% prebivalstva, sledita pa južna pa jugovzhodna Azija, se pravi še posebej so revni podeželski kraji, ker je tudi v Afriki recimo ali pa v teh azijskih velika razlika med mesti pa podeželje, mesta so običajno bolj razvita, podeželje pa res ljudje živijo zelo, zelo revno. Pa tudi dolgotrajni vojaški spopadi recimo veliko prispevajo k revščini, ker pač razvoj ne gre v teh državah naprej, ljudje se težko razvijajo, uničena infrastruktura, pač ni nekega upanja za prihodnost. To je v cilju 1. Cilj 2, brez lakote. Cilj je, da se odpravi lakoto, zagotovi prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbuja trajnostno kmetijstvo. Se pravi, cilj vseh držav je, da se odpravi lakoto, potem tudi različne oblike podhranjenosti, zaradi tega, da se odpravi zaostanek v razvoju otrok. Potem je potrebno zagotoviti trajnostno pridelavo hrane ter odporne načine kmetovanja, še posebej vemo v povezavi s podnebnimi spremembami, prilagoditve na suše in tako naprej. Potem je tudi potrebno podvojiti donosnost teh pridelkov, pa tudi dohodke, še posebej malih kmetov, pa tudi žensk, pa tudi ne samo v kmetijstvu, tudi v dejavnostih izven kmetijstva, da ljudje lahko preživijo, da lahko kupijo hrano. Pomembno je tudi ohranjati raznovrstnost semen, tudi ki dajo pa te domače sorte, to tudi daje pestrost prehrane, pa vlagati tudi seveda v kmetijsko infrastrukturo. V Afriki na podeželju je recimo edino sredstvo še danes večinoma samo motika, recimo. In to je zelo težko in počasno delo. Treba je odpraviti tudi pa preprečevati te trgovinske omejitve na svetovnih kmetijskih trgih, se pravi ljudem dati dostop do trgov, da lahko prodajo tudi tisto, kar pridela ali pa druge stvari. Velikokrat se dogaja, se spomnim primera Senegala, ko je pač Evropa izvažala subvencionirano hrano, v Senegal lokalni kmeti so pa propadali, in s tem niso mogli preživeti, zaslužiti, pač tudi to je eden izmed ciljev. In danes je na svetu 800 milijonov ljudi, ki trpijo zaradi lakote, se pravi vsak 8. Zemljan, največ jih je v bistvu na število prebivalstva v Afriki, vsak 5. prebivalec Afrike. Tukaj bi pa rada poudarila res, da je na svetu dovolj hrane za vse ljudi, samo nepravično je razdeljena na žalost, pa tudi velikokrat tudi veliko hrane na žalost zavržemo, tudi v Sloveniji, po teh razvitejših državah, tako da včasih je tako, nekje imajo problem, kako bi pač dobili hrano, da bi preživeli, mi se počasih ubadamo pač nažalost s kakšnimi drugimi težavami, kako shujšati in tako naprej. Pač svet je res različen, tako da dajmo delati v tej smeri, da bomo vsi lahko imeli dovolj hrane in da bomo dostojno živeli. No, to je bilo nekaj o teh ciljih, upam, da ste dobili en občutek, kaj te cilji pomenijo, kaj si vse države želijo doseči. Zdaj pa čist na konkretne stvari, pa malo več slik, da se ti predstavljam. Ker sem omenila, da v bistvu res največji problem, kar se tiče absolutne revščine, pa tudi lakote je v bistvu v Afriki. Vam bom predstavila predvsem, kakšno je življenje v Afriki, da boste razumeli, kaj ta revščina je, ker revščina je zelo kompleksen pojav, in je zelo težko na nek preprost način razložiti, veliko stvari vpliva na njo in da boste videli, zakaj so res ti cilji potrebni. No, ta slika je pa v bistvu rojstvo. Vidite, ta otroček je bel. V bistvu, meni je to neka taka lepa simbolika, vsi se rodimo beli, vsi se rodimo enaki, ampak žal pa ne v enakih
pogojih. No, da boste vedeli, ta otroček potem ni po 14 dnevih. Ampak to se življenje začne, po Afriki se res veselijo vsakega novega življenja. No, jaz sem največkrat obiskala Ruando pa Burundi, zato je največ slik tudi iz te dve držav, nekaj pa tudi iz Centralnoafriške republike, kjer sem tudi bila. Pač vidite, hiše so malo drugačne, na podeželju Burundija, seveda, če bi šli v glavno mesto Burundija ali pa tudi Ruande, seveda so zidane hiše, da to pač poudarim, da je tudi, kot sem že prej poudarila, kakšen del Afrike seveda tudi razvit, ampak večina podeželja pa je takega, se pravi, blatne hiše, vidite, takole pa malo kakšen les, pač ljudje v takim živijo, brez elektrike. Recimo v Burundi, samo 2% Burundija ima elektriko, pač večja mesta, da se to predstavljali. Življenje se začne zjutraj ob 6, dan tudi pa konča zvečer ob 6, ker so blizu ekvatorja in vse, kar naredijo pač ob dnevu, potem grejo v hišo v temo in zato se ljudje tudi sicer več pogovarjajo zvečer, ker pač drugega ni televizije, računalnikov, pametnih telefonov in tako naprej. No, tukaj pa dom na podeželju v kraju Safa v Centralnoafriški republiki. Tukaj bi mogoče tudi omenila, da je to država, ki ima v bistvu ogromno nafte, koltana, diamantov, zlata, urana, naravnih virov ogromno. Ampak v bistvu se bije boj za te naravne dobrine v tej državi že dolga leta, tudi strani pač zahodnih razvitih držav in povzroča notranji konflikt. In zame je bila v bistvu to največja revščina, ki sem jo v bistvu sploh v življenju videla, na lastne oči v svojih obiskih in se človek vpraša, res, kako mora biti država s takimi naravnimi bogastvi tako revna. In vidimo, da v bistvu na revščino res ljudje pogosto niso sami krivi, pač tudi, kar se na splošno v državi dogaja, kakšno vladanje je, ali korupcija, konflikti, pač vse to, kot sem že prej omenila, pač vpliva tudi na stanje v državi. No, tukaj recimo so opeke, s katerih delajo hiše, tudi iz Centralnoafriške republike, tako pa izgleda otroška soba v Burundiju. Recimo tukaj spi tudi do 7 otrok včasih, to je to, kar imajo, kakšni imajo, vidite, tudi kakšno torbico, sicer pa veliko otrok v bistvu ima samo en svinčnik pa en zvezek, kar se tiče šole, ampak vse in končajo, če imajo leto možnost, da starši plačajo šolnino v osnovno šolo. Tukaj vidite afriško kuhinjo, jaz se velikokrat pošalim, da včasih eno prednost pa imajo, v primerjavi z nami, da je hitreje pač pospravljena. Je pa res, da veliko lesa izsekajo, zaradi tega, ker kuhajo na ognju in tudi v bistvu povzroča še dodatno tudi suše, erozijo in tako naprej. Tukaj vidite eno kozico, pa morske prašičke, tudi to je namenjeno v bistvu beljakovinam za prehrano NBC. No, potem pa tudi, kar je problem v bistvu Afrike, vedno bolj pač te ekstremi. Včasih je bila normalno sušna deževna doba, tudi kar se tiče pridelave hrane. Ljudje so točno vedeli, pač, kdaj se bo deževna doba začela, kdaj se bo sušna doba začela, kako morajo hrano pač posaditi, pridelati, danes pa tega več ni. In je veliko več ekstremov. Že sama sem v Ruandi večkrat doživela, zdaj recimo 2 leti nazaj, ogromne plazove na vsakih nekaj kilometrov, polja je odnašalo, tudi hribovito podeželje, hiše, tudi ljudje so na žalost izgubili življenje. Po drugi strani seveda so pa sušna obdobja vse daljša. Tudi sama sem velikokrat bila priča temu, ko sem prišla, recimo je bila deževna doba, pa ne vem, že mesec ni bilo kaplje dežja, recimo v Burundiju, so mi razlagali, da otroci, ne vem, 3-4 zjutraj pač vstajajo, da grejo peš s kanticami po vodo do prvega vodnjaka. In tako je res zelo težko tudi hrano seveda predelati, če ni dovolj padavin, in pač to povzroča še dodatne pač prehrambeno, kako se temu reče, ni prehrambene varnosti. No, zdaj pa še malo, nekako bom probala tudi opisati, kako izgleda v bistvu en dan nekega otroka na podeželju Ruande pa Burundija. Vidite, takole otroci zjutraj vstajajo pred šolo, grejo s kanticami pač peč po vodo. Pri nas je velikokrat vse samo po sebi umevno, prejš pipo, priteče voda, pač tam pa tega ni. To so recimo, tele so kakšne 10-kilske kantice za vodo, je kar težka, tudi sama sem probala in pač to otroci, preden grejo v šolo, gredo še po vodo. Seveda, zelo je pomembno, da hodijo v šolo, tudi izobrazba je tista, ki res zmanjšuje revščino.
če si izobražen, pa če imaš to srečo v Afriki, da imaš mogoče možnost še celo iti v srednjo šolo, pa da priješ do nekega poklica, imaš res tudi možnost do neke boljše prihodnosti, do nekega zaslužka, če pa pač tega nisi imel, je pa veliko težje tudi za tvojo prihodnost. Pa tudi, če si izobražen, se bolj znajdeš tudi v življenju, ne? Je lažje greš po življenje. No, malo še veselja afriškega na poti v šole, potem pa otroci tudi ogromno pomagajo svojim staršem pri teh gospodinjskih delih, recimo tukaj vidite, ker nosijo drva, ker sem rekla, da se ogromno tudi gozda zaradi tega seka, in pomagajo recimo pasti kozice, ki so tudi pomembne za zmanjševanje revščine, pač za pridelovanje hrane. No, pa tudi kakšen čas za igro je, seveda, igrače pa naredijo ponavadi sami, kot vidite, so take pač, takih ni kot pri nas, ampak so vseeno jim ogromno pomeni, so veseli, da so skupaj, da se družijo. Tudi recimo v Afriki na podeželju vidite, vse življenje poteka peš. Jaz se vsakič čudim, recimo, tudi mladim, ki so hodili mogoče so nekam v srednjo šolo, tudi po par ur peš na dan, ali pa recimo se spomnim enih mladih študentov, ki so hodili 5 ur, da so prišli do prvega avtobusa, da so šli lahko čez vikend študirati. In tudi na ta način, ko preprosto živijo, tudi manj v bistvu sami prispevajo podnebnim spremembam v primerjavi, ki pa tudi seveda povzročajo spet posledično revščino, lakoto, ne. V Afriki pa res že geografsko občutijo najhujše posledice teh podnebnih sprememb, čeprav sami k temu najmanj prispevajo. No, in če imaš kolo, to je že celo bogastvo. Eni ga naredijo tudi sami, tako pa lahko tudi imaš s tem greš v kakšno trgovino, recimo odrasli moški, če imajo kakšno majhno trgovinco, pa ki pripeljejo pač na Tregarju, tako, to je res nekaj pomembno. No, vidite, takole se tovori, polna kolesa, tako gre recimo moški kupiti v mesto stvari, potem pa ure in ure takole pač, da pripeljejo do podeželja in da tam lahko nekaj prodajo in nekaj zaslužijo. Pa s temi minibusi, vidite, vse je napolnjeno do zadnjega kotička. Take so trgovine, no recimo, ali pa vidite tega z bananami na kolesu. Trgovinice, vidite, so res majčne, to so pač afriški merkatorji ali pa druge trgovine, malo se hecam, ampak pač ljudje imajo res te čisto osnovne dobrine, od kakšnega mila, ne vem, riža, olja, kakšna pijača mogoče, take osnovne stvari, več ali manj, sploh res na podeželju tako prodaja, se pravi, v mestih je drugače. Recimo enkrat na teden je pa recimo Ruanda, Burundi imata tržni dan, ko večji kraj na vasi pridejo recimo še kakšni drugi trgovci, prodajajo kakšne lonce, obleke in tako dalje, da se ljudje lahko kaj kupijo. No, na podeželju imajo predvsem kakšne majhne obrti, recimo tukaj levo se ukvarjajo s tem, da filajo, recimo, prodajo kartice, za mobitel, eni imajo tudi tako, da imajo recimo baterije na sončne celice, da filajo pač mobitele, recimo, ali če šivaš, ali mizar, ali pa recimo zelo popularno je tudi, da imaš kakšno mesarijo, pa da pečeš kakor recimo preko ene ražnice, ampak to si pač malo kdo lahko privošči, mogoče kakšni moški, da kdaj kakšno meso pojedo. Ampak to je pa več ali manj vse, kar se dela na podeželju. Večina ljudi se pa res preživlja v bistvu s poljedelstvom. In tukaj v Ruandi, Burundi so ljudje res izredno pridni. Vidite, skoraj vsak košček zemlje je res obdelan, ljudje res ideš delati na polju, od jutra do večera, ampak problem je, ker je zemlje premalo. Sploh Ruanda je najgostejše naseljena afriška država in tako res ne morejo pridelati dovolj hrane za vse ljudi. Pač na polju dela, več ženske, ampak tudi drugi pomagajo. Otroci tudi kaj pomagajo pri hišnih delih, če ne drugače, pa takole na svojem hrbtu pazijo na svoje mlajše bratce, sestrice, medtem ko starši delajo na polju. Ženske res prispevajo največ k oskrbi doma, je pa veliko v bistvu neenakosti med spoloma, pač v Afriki je tako, ker ženske ponavadi niti dohodka v hiši ne prinašajo, ampak samo pač opravljajo ta hišna dela in zato imajo recimo manj besede pri odločanju in tako naprej. Zato je pa tudi pomembno, da ženskam damo tudi kakšen vir za zaslužek in tako se opolnomočijo, se pravi, so bolj samostojne, imajo tudi več besede v družini, v družbi. In tudi sama imam izkušnje, ker imamo en tak program, ki ga bom še pol predstavila, da ženskam damo delo,
kakšen žareči obraz je neke ženske, ki je prvič v življenju recimo prinesla nek denar k hiši. Res so vesele in tudi počas vidijo se počas, mogoče si kup tudi sama sebi kakšno obleko, bolj žari, tako, in tudi možje jo drugače sprejemajo, no, je to zelo tudi pomembno. Ja, tole, kar vidite, je več ali manj ves jedilnik v Afriki. Se pravi, tam imamo riževo polje, imamo proso, tukaj v sred vidite, kakor je sladki krompir oziroma maniok v temu kotlu, potem zgoraj levo je fižol, to je res glavna hrana v Afriki, potem imamo banane, koruzo, papajo, vidite, pa nekaj zelja. To več ali manj si predstavljate, da bi vsak dan na dan jedli to, največ jejo tega sladkega krompirja, ker to največ zraste, ampak to so samo pač ogljikovi hidrati. Nažalost, in zaradi tega tudi ljudje so velikokrat sploh otroci podhranjeni. Če imaš pa fižol, je pa fajn, ker so beljakovine in da otroci družine niso podhranjene. Kaj pa to? Te gosenice so pa iz Centralnoafriške republike. In to ljudje jejo, to so beljakovine in take v bistvu sveže in posušijo jih tudi za druge dele leta, da jih zakuhajo tako te njihove, bom rekla, čorbice z eno tako zelenavo pa s tem sladkim krompirjem, ampak to jim dajo v bistvu beljakovine tudi, da ni podhranjenosti. Jaz jo sicer, sem bila tam, nisem probala, ampak pač je pa treba, a ne, je pa to tudi dober vir beljakovin za ljudi. Vidite, to je pač kuhinja, velikokrat tudi kuhajo zunaj, takole vidite, tamle imamo, ki tolče moko, recimo, ali mogoče to iz kakšnega manioka, posušenega, ure in ure včasih, da natolče moko, da nekaj skuha, to je pa večerja, družine. Ljudje v Afriki v bistvu na podeželju večinoma jejo samo enkrat na dan, to je pač prek večerov, ko pridejo iz šole, tako da otroci v bistvu so v šoli velikokrat lačni. Tako da predstavljajte si, ali pa tudi srednješolci, kako bi bilo, recimo, če bi se cel dan učili preshrane. Vsi vemo, da prazen žakelj ne stoji pokonci in tako je res zelo težko. In veseli so, če imajo vsaj en obrok zvečer. Tako da jaz se zmeraj tukaj, jaz vsak dan pojem, vsaj v svojih mislih res zahvalen za hrano in prosim, da bi imeli vsi ljudje, ker je res težko, se mi zdi, da je hrana, dostop do hrane pa tista osnovna dobrina, da človek lahko normalno funkcionira, živi. No, tukaj posebej sem vam dala to družino Elizeja, tega fantka, ki ga vidite tukaj na desni. Star je 7 let in smo obiskali to družino, ker njegova mama je tudi vključena v delo, v naš program. No, in pa smo njega, zato sem ga vključila, ker je bilo zanimivo, ko smo njega vprašali, kaj najraje je. In fantek je odgovoril meso. In potem vsi sorodniki pa ostali sosede, ko so bili zraven, so se začeli smejati, ker če ga jejo enkrat na leto, ali pa je verjetno že pozabil, ker so brez očeta, oče je bil umrl, 7 otrok je, in tako res zelo redko imajo sploh priložnost jesti meso, ampak očitno se je toliko zapolnil, tako, ampak vidite, kakšna revščina je. Recimo, zdaj imajo posteljo za dekleta, svojo mamo uspelo jih kupiti, fante še spijo na tleh, pa upajo, da zdaj z delom, zaslužkom, pač bojo lahko preživeli tam, vidite, v loncu. To je pa ena večerja za, se pravi, 8-člansko družino. To je mama, to, kar imajo, je skuhala za večerjo. No, je pa tako, če si reven v mestu, recimo tole iz Bujumbure, glavnega mesta Burundija, v bistvu je pa še hujš. Na vasi ima vsaj kakšno banano, ali kaj pridelaš, mogoče eno malenkost na polje, če pa tukaj nimaš, pa še plačuješ kakšno najemnino, kakor ta družina, recimo mama sama s 3 otroki na 2 kvadratnih metrih, v stanovanju, je pa res težko. No, to so pač res take stiske, da razumete to kompleksnost nekega revščine življenja v Afriki. Ampak kljub vsemu, imajo pa drugo bogastvo, res, ki ga jaz zelo občudujem. Znajo se pa veseliti življenja. Recimo sploh nedelja je praznik za njih, pač nekateri grejo k maši, sicer se pa znajo tudi zaplesati, poveseliti s prijatelji, tako vedno bodo našli veselje, nasmeh na ustih, kljub vsem težavam, ki jih vsakodnevno v bistvu pestijo. No, to je bilo nekaj, da boste mogoče malo bolj razumeli, zakaj delamo, kar delamo. Zdaj bom pa predstavila naše projekte. Veliko jih podpiramo v Afriki preko akcije za srce Afrike, pa tudi ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve, pa sodelujemo z misijonskim središčem in tako tudi prispevamo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, 1 pa 2.
Najprej pa samo še na slikce od naših misionarjev. Mogoče poznate kdo od vas Pedra Opeko, ampak jih je precej več, okrog 50 jih je po celem svetu. Mi največ sodelujemo z misionarkami, ki je v Burundi, Ruandi, pa v Centralnoafriški republiki, pa tudi z misionarji na Madagaskarju. In to so v bistvu predvsem socialne delavke, gradbenice, ne vem, in tudi tako, kako naj rečem, res ljudje s pravim srcem, ki res od jutra do večera v bistvu delajo, da bi pomagali tem ljudem, da preživijo, pa tudi, da se trajnostno razvijajo, da bolj dostojno živijo. Boste videli, kaj smo vse skupaj z našimi misionarji, pa tudi lokalnimi Karitasi naredili. Letos je 15. akcija za srce Afrike in tako nam je skupaj uspelo zgraditi, obnoviti 7 šol pa vrtec, 6 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice in 15 večjih vodnjakov. Se pravi, vse to tudi prispeva k zmanjševanju revščine, ker tudi dostop do infrastrukture v bistvu, da imaš ti na voljo zdravstveno oskrbo, šolo, vodo, v bistvu to je tudi osnova za zmanjševanje revščine. In tudi vidite, tukaj sem dala eno sliko, ker gradimo šolo v Nyangungu, kar je tudi podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve, tu v Burundiju. Vidite, koliko domačinov je vključenih v delo. V vseh teh gradbenih projektih, vseh teh 15 let je bilo na stotine domačinov vključenih, ki so dobili priložnost za delo na podeželju, kot ste videli, ga res ni, in s tem tudi zaslužek za preživetje družin. Naše misionarke so rekle, večkrat koliko družin bi bilo sicer lačnih, če ne bi teh gradbenih projektov, seveda traja tudi 1 leto, 2, in pa še nekaj se naučijo, na koncu jim dajo certifikate, da so sodelovali, da imajo ta znanja in potem tudi v prihodnosti lažje dobijo delo. In ljudje so res zadovoljni s tem, da imajo dobro zdravstveno oskrbo, učencem se recimo zelo izboljša učni uspeh, kakšne dodatne učilnice zgradimo, da jih ni v 101 razredu, ampak jih je 50 mogoče in tako dalje. In da ima recimo čisto pitno vodo, tudi primer iz Burundija, prej so zajemali iz enega izvira, kjer so zajemali tudi živali, bila onesnažena voda, veliko črevesnih bolezni, zdaj pa v bistvu tukaj lahko čisto vodo, ker se prečiščuje, pijejo in se tudi tako izboljša zdravje ljudi. Tudi veliko delamo na področju pač osveščanja ljudi o zdravstveni vzgoji, pa sploh spremljamo tudi otroke do 5 let, kjer se v bistvu odkrije največ podhranjenosti v teh zdravstvenih centrih, ki podpiramo te matere, ki imajo v bistvu podhranjene otroke, se tudi osvešča o tem, o pravilni prehrani, o pestrosti prehrani, da se to ne bi pač ponavljalo. In vsa ta leta res pomagamo številnim pač tem podhranjenim otrokom preko centrov za podhranjene otroke, ki so v zdravstvenih centrih, tukaj recimo v Burundiju in tukaj desno vidite eno punčko, kaj to pomeni podhranjenost. Zelo se spremeni barva las, koža se lušči, recimo otroci so na začetku zelo napihnjeni, ker ni beljakovin in se začne voda pač nabirati in ta podhranjenost res pušča tem otrokom posledice celo življenje. Velikokrat sem videla otroke, recimo, ne vem, ko me je kakšna sestra vprašala, no, kako misliš, že je tam punčka stara, pa sem rekla, ne vem, 3-4 leta, dejansko bila pa že 8, 9, 10 let. To se je zgodilo, tako da in tudi v šoli se težje učijo, kar je, ko so ti otroci podhranjeni, res dokrat se jim stanje ne izboljša, so izjemno žalostni. Recimo, ponavadi traja v bolnišnici neka taka v bistvu rehabilitacija do pol leta. Ampak točen pa veš trenutek, ko bo otrok bolje. Če ga boš požečkal, se bo zasmejal. Prej pa ni šans, da bi se zasmejal tako. In zato je res to pomembno, da ti otroci dobijo hrano. V teh dneh, pač v času pandemije COVID-19 sem prebrala za eno zanimivo misel na straneh Svetovne organizacije za hrano, FAO, in so napisali v bistvu, da proti lakoti, ki bo res največja ta sekundarna posledica pandemije, pa imamo cepivo, to je hrana. Tako da tukaj se pa da pomagati, treba pomagati zdaj. Tukaj so otroci iz Centralnoafriške republike podhranjeni, tudi že vrsto let podpiramo z nakupi iz hrane, pač s pomočjo akcije za srce Afrike in tako so ga res rešena že številna življenja teh otrok. Človek je vesel, da lahko tudi, se pravi, eno rešeno življenje pač ni večjega veselja za nas, če lahko nekaj k temu prispevamo. No, tukaj je deklica Sofija, ki sem jo tudi sama spoznala, ker vidite, kakšna je bila, ko je prišla v center, res njeno življenje
je viselo na nitki v Ruandi, v Kongu, tam v hribih. In sestra Vesna, je takrat res, pa vse sestre so se zavzele in pač rešile življenje. Tako je pa izgledala druga slika, en mesec pa pol potem, ker sem jaz prišla na obisk tja in je bila že boljša. Sicer moram reči, da smejala se še nekaj dovolj, ampak glejte, pač tako se pomaga v teh centrih reševati življenje. No, pomagamo tudi kar nekaj let šolsko malico na Madagaskarju, v kraju Ambitafa, na podeželju, tam deluje misionar Janez Karmel. In večina otrok prihaja tudi pač iz krajev oddaljenih in za mnoge je to edini obrok dnevu, tako da se lahko učijo, tako da smo veseli, da tudi njim pomagamo. Vse več je pa tudi teh suš, recimo s temi begunci sem se sama srečala dobre 2 leti nazaj. Pribežali so iz kraja Kirundo, ki je bila huda dolgotrajna suša v en drug kraj, Ruza v Burundiju, in smo jim potem pomagali s hrano, semeni, motikami in so bili zelo veseli. Potem sem jih pa srečala čez kakšno leto in sem jih spraševala tudi, kaj boste zdaj, se boste vrnili v svoj rodni kraj, tam, kjer ste bili, ali ne, in so rekli, da ne, zaradi suš, ker so tam še vedno suše. Nekateri so šli celo v sosednjo Tanzanijo že iskati delo. Vidite, to so pa te notranje migracije v Afriki, tudi lakote, suše, ogromno migracij znotraj Afrike povzročajo, ker največ migracij globalno se dogaja znotraj afriške celine. In si predstavljate, kaj to pomeni za ene afriške države, ki že v bistvu tako same po sebi so revne, imajo omejene naravne vire, potem pa še drugi ljudje pridejo. Tako, ker včasih pravimo, koliko migrantov prihaja v Evropo, ampak v bistvu je zelo majhna številka v primerjavi, kakšno težo migracij recimo nosi ravno Afrika. No, tukaj pa tudi en zelo zanimiv projekt, zdaj poteka že 3. leto in ga tudi sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Gre pa za trajnostno preživetje 600 revnih družin v okrožju Karongi v Ruandi. To so tudi v bistvu družine, ki se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Tukaj na levi vidite žene s kozami. Najprej smo vsake družini podelili eno kozo. Pa za gnojenje zemlje. To res ogromno v Afriki pomeni, da imaš kozo, potem ima tudi prirast. In tudi v bistvu naučili so jih sodelavci Caritas Ruanda, kako pač pridelati v bistvu ta prav gnoj za izboljšanje pač rodovitnosti prsti. In te žene so mi potem po 1 letu, ko sem prišla od tega zopet na teren, so mi rekle, da v bistvu že več predelajo, da se je izboljšal predelek, da smo jim tudi semena raznovrstna, korenja, zelja, rdeče pese, čebulje, tako da imajo v bistvu večjo prehransko pestrost, pa še sadike, recimo dreves so dobila, ampak vseeno. In tisti trenutek sem si rekla, Jana, kaj pomeni 20 evrov ena koza v Afriki, kako lahko spremeni življenje eni družini na boljše. In mame so rekle, nimamo več podhranjenosti v družini. In smo potem začeli tudi z eno akcijo, ki jo bom bolj predstavila. Ampak vidite, koliko malo je treba recimo za neko bolj dostojno preživetje, pa da se izboljša pač prehranska varnost, pa tudi recimo različne nove načine kmetovanja jih učijo, tako da več pridelajo. No, družine so prejele tudi sončne celice z lučjo, ki prej niso imele, tudi ekološko, pa tudi koliko se je že izboljšal učni uspeh otrok, tudi na račun tega, ker se lahko tudi zvečer učijo seveda, otroci in tudi mladi, ki grejo v srednjo šolo. No, pa tudi v bistvu te učinkovite kuhalnike iz gline smo jim zagotovili. Prej sem rekla, da je problem izsekavanje gozda in s tem v bistvu ženske porabijo precej manj lesa za pripravo kuhe, se pravi manj se ga izseka, pa tudi več časa imajo ženske, pač ali še za druga opravila ali pa tudi prosti čas, tako da tudi to pomaga konec koncev posledično, če je manj pač izsekavanja, manj suš, manj podnebnih sprememb, tudi na dostop do hrane. No, tukaj vidite še ene kmetijske prakse. Poleg tega sem pa že na začetku rekla, in tako da je za zmanjševanje revščine pomembno tudi, pa tudi za prehransko varnost, tudi da se ljudje na podeželju v bistvu ukvarjajo še s čim drugim, kot s poljedelstvom. In v sklopu tega projekta, ki poteka v 12 lokalnih skupnostih, v vsaki skupnosti imamo po 2 skupine, po 20 odraslih, pa eno skupino po 10 mladih deklet, ki skupaj delajo. V bistvu smo jih usposobili za posojila, varčevanje, pa za zagon neke obrti. Vidite, tam vidite, ko skupina in vsaka skupina nekaj od tega, kar zaslužijo, recimo, če v naših primerih to je 1 evro na mesec, vsi skupaj dajo,
potem si pa lahko nekdo tudi, če nekaj hoče izposoditi, recimo ta punca, ki jo vidite na sliki, ravno takrat je bila 3 mesece poročena in si je iz tega skupnega fonda izposodila 40 €, kar za nas recimo ne pomeni veliko, ampak ona je s tem začela tole trgovinco, ki jo vidite. In še potem, ker je že nekaj zaslužila, je še svojemu možu pomagala, da je začel eno tako trgovinco z oblačili. Tako se pogovarja z njimi, recimo, ko so ene res žarele, kaj so ene naredile in kako se jim življenje pa njihovim družinam v bistvu s tako malenkostjo spremenil na bolje. Ampak to se zmanjšuje revščino. Vse včasih treba nekih velikih sredstev, nekih velikih projektov. Tako, treba je pomagati na lokalnih območjih, pa tem ljudem, ki so tam v bistvu spreminjati življenje na bolje, da imajo pač sredstva za preživetje, za dostojno življenje. No, kar je pa tudi posebenega. Pri tem projektu smo prvi v Sloveniji, ki na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja sodelujemo s slovenskim podjetjem. V lanskem letu sta bila 2 sodelavca Caritas Rwanda v Sloveniji in jih je slovensko podjetje Dama House Prestige usposabljalo za izdelavo ekoloških stisnjenih zadakov iz prsti s pomočjo takih preš, ki so šle že v Rwando, in ona dva naprej zdaj v tem času usposabljata tudi lokalne prebivalce, v bistvu, da bojo s tem tudi izdelovali res kvalitetne zidake. Glejte, tukaj imate primerjavo tradicionalnega zidaka pa tega zidaka in bodo s tem v bistvu tudi nekaj zaslužili, lažje preživeli, pa tudi sami sebi se bojo na koncu lahko bolj kvalitetne hiše zgradili. In to je bo tudi nekaj za njihovo preživetje. No, omenila sem, da je v Rwandi ogromno pač plazov, ko je deževna doba, ker je to zelo hribovito in smo v sklopu projekta recimo zgradili tudi 5 hektarov teras. To bo tudi ljudem pomagalo, da bodo več hrane predelali, pa tudi posadili 643 sadik dreves, jih tudi že razdelili, ker bo pa tudi v bistvu pomagali, pač, da bo zemlja, da ne bo to erozije, pa tudi blažiti podnebne spremembe. No, v sklopu tega projekta smo pa zdaj, ki je bila pandemija oziroma epidemija v Rwandi, smo pa tudi pomagali v bistvu tem družinam s hrano pa higienskimi pripomočki. Dobili so veliko, kar nekaj kilogramov fižola, riža, moke iz koruze in tudi v bistvu mila, pa še vidite take posodice za umivanje, kar je tudi zelo pomembno. Treba tudi vsak projekt prilagajati, ljudje so bili zelo hvaležni, ker je v času pandemije bilo tudi v Rwandi bila karantena in še zdaj v enih koncih, ljudje se ne morejo pač tako gibati in tukaj ljudje res večinoma živijo od tega dnevnega zaslužka, ker tisti dan prodajo, zaslužijo, ker tega zdaj ni bilo, se v bistvu lakota res povečuje, kot sem že omenila, bo to največja v bistvu posledica, sekundarna posledica pandemije po celem svetu. Tako da je tem ljudem to res ogromno pomenilo, da smo jih tudi pomagali na ta način. In upamo tudi, da se vsem tem, ker jih pač usposabljamo za obrti in za pač boljše pač učinkovito kmetijstvo in bo tudi v prihodnosti pomagalo bolje živeti. No, tukaj sem bila pa tudi šokirana v teh dneh. Ravno v tem tednu smo poslali pomoč za nakupe hrane v Kenijo, ker je v bistvu globalno sedaj največ akutno podhranjenih ljudi. Najprej so imeli poplave, zdaj še ti roji kobilic, ki ti uničijo v bistvu letos aprila, ki ti uničijo ves pridelek in še COVID. Res to je ena huda prehranska kriza. Tako da vidite, da malo dobite občutek, kakšne stiske ljudi so vse povsod po svetu. Seveda človek tega ne more gledati, pač ker smo takoj dali, da jim pomagamo za nakupe hrane za najbolj ranljive skupine. No, poleg teh mogoče bolj gradbenih projektov, ker imamo lastnih, smo pred 11 leti začeli z akcijo z delom do dostojnega življenja. Sem šla jaz prvič v Rwando, Burundi v letu 2010 in sem bila na podeželju in sem res videla, da ljudje nimajo možnosti za delo. Pa sem rekla, pa skupaj z misionarji smo razmišljali, pa kako bi ljudem pomagali, da bi jim dali neko delo, da bi lažje preživeli. In so rekli misionarji, ja, sedaj smo gradili te šole, zdravstvene centre, vse jih je treba čistiti, urejati okolico, nasekati drva za kuhanje hrane, za podhranjanje in še mnoga druga dela. In smo rekli, pa dajmo povabiti solidarnosti slovenske družine, posameznike, da podprejo v bistvu plačilo dela za pač starše na misijonih v Afriki. In v Afriki 1 evro na dan dovolj v bistvu za plačilo, da ena družina bolj dostojno živi. Potem smo ta program razširili še v Albanijo, pa tudi na Šrilanko.
No, v Afriki, se pravi v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Eritreji pa na Madagaskarju imamo že preko 300 revnih družin, ki so vključene v ta program. Res upravljajo različna dela na misijonih, recimo tukaj vidite, pometajo okrog zdravstvenega centra, potem tam pripravljajo hrano za podhranjene. Tukaj spodaj so tudi zgradili v bistvu hiško eni starejši gospe, ki jo je vihar uničil, tako pomagajo tudi drugim revnim. In tudi, kar ne samo, da v bistvu materialno, da imajo zdaj več, da imajo res za hrano, zdravila, da otrokom plačajo šolanje, recimo kupijo si milo, obleke, recimo včasih tudi to krevni, da lastne motike nimajo, pa se morajo sosedu sposobiti, ali pa niti lonca za kuhati. Tako da to si s časoma kupijo, počas pa še kakšen košček zemlje, tukaj vidite, obe dve družine sta prišle do lastne hiške, to sta obe v bistvu mame, ki sta same z otroki, se vseh otrok ni na slike, ampak to je res neko veselje. In ko se neka družina postavi toliko na noge, v bistvu vključimo drugo revno družino, ker jih je ogromno. Ampak s svojim delom, z lastnim delom, zaslužkom preživijo in dostojno živijo. No, revščina pa tudi ni daleč od nas, to je slika iz Albanije. Ko sem bila prvič tam, leta 2018, sem bila res šokirana na jugu Albanije, kako ljudje v bistvu živijo v revščini. Niti v hiši nimajo pitne vode po teh hribih, imajo zunaj pač noter ne. Otroci tudi hodijo po 1 uro peš v šolo ali pa recimo z oslami velikokrat kaj tovorijo, tako da tudi tukaj imamo recimo družine vključene v delo, sicer v mestu Gramš, na podeželju in pa na drugačen način pomagamo. Na Šrilanki pa v bistvu podpiramo družine za zagon obrti, dobijo kot neko mikrofinanciranje, recimo ta gospa je začela oziroma nadgradila šivanje, imajo trgovince, ne vem, eni redijo kokoši, vse sorte in s tem se tudi postavijo na noge. Drugače pa pomagamo tudi s humanitarno pomočjo širše na Balkanu, tudi v Srbiji, Makedoniji, Albaniji, pač s hrano, z drugimi osnovnimi pripomočki za življenje. Pa tudi zelo zanimiv projekt, zdaj že drugi izvajamo za opolnomočenje žensk v Srbiji, to tudi podpira naše Ministrstvo za zunanje zadeve. To so predvsem ženske na jugovzhodu Srbije, ki se več ali manj v bistvu ukvarjajo z neko predelavo domačih proizvodov, recimo so to ajvarji, ne vem, kaj vlagajo, marmelade, recimo te sta čebelarke. In jih v bistvu usposabljamo pač za te stvari, tudi za večjo profesionalizacijo te predelave, recimo v tem novem projektu, ki smo ga leta začeli, bodo tudi ustvarjali blagovno znamko, izboljšali dostop do trga, tudi to, da bodo te družine recimo lahko lažje preživele, da bodo nekaj več zaslužili in s tem tudi ženske imajo na ta način, ki prinašajo pač res sredstva družino več veljave v družini, v družbi, recimo ravno tole čebelarko, ko jo vidite tukaj na levi sliki, Daniela ji je ime, recimo ona je zdaj ratala podpredsednica čebelarskega društva v kraju Ražanj v Srbiji in to je za žensko nekaj neverjetnega, ki je ona začela v sklopu pač tega projekta malo hoditi po sejmih, kupovati stvari za čebelarstvo, so jo vsi rekli, to je za vašega moža. Ne, to je zame. Ljudje, ker niso mogli verjeti, da se neka ženska s tem ukvarja, ampak res, ženske so vesele, srečne, ko imajo res svoj dohodek in smo res veseli tudi podpore naše države takim projektom, ki tudi seveda prispevajo k zmanjševanju revščine, tukaj ogromno ljudi tudi brezposelnih, pa tudi v sklopu tega projekta smo v bistvu omogočili prehrambene pakete v času karantene za 150 ranljivih gospodinjstev, tudi ene ženske, ki so vključene v projekt, so v bistvu prejele to pomoč. Leta smo mogli pač vse projekte majčkeno prilagoditi in je tudi prav, ker pač treba se je vedno prilagajati razmeram, potrebam na terenu. No, kot sem že prej rekla, kako se mi je lani dotaknilo v Ruandi, da ena koza za 20 evrov eni družini toliko spremeni življenje, recimo, da pač tudi poveča prehrambeno varnost, sem pa rekla, moramo nekaj narediti za te koze. In smo na Slovenski Karitas začeli z akcijo Kupi kozo. Tako da spodbujamo Slovence, slovenske družine, posameznike, da kupijo eno kozo za 20 evrov v družini v Afriki ali pa tudi v Albaniji, tam je pač malo dražja, 65 evrov in s tem imajo v bistvu te koze za gnojenje, v Afriki tudi za prirast, da ker pač prodajo, v Albaniji pa še bolj v bistvu za mleko, pa da kakšen sir izdelajo, kakšno skuto in tako res lažje preživijo. Včasih tudi seveda kakšno, sploh v Albaniji, mogoče kakšno kravo ali pa to rabijo še več. Je pa tako, tudi vzgajamo te družine, ko imajo nekaj prirasta, pa eno kozo podarijo drugi revni družini. Tako da je tudi ta solidarnost med njimi raste.
Je pa še kriz veliko po svetu. Ne sam omenim Venezuelo, ker sicer večinoma pomagamo Slovencem, tam živečim, ampak tudi ena kriza brez primere, res ljudje nimajo hrane, vode, elektrike, pač kaj tudi naredijo lahko neka gospodarska kriza. Tako da res ta dva prva cilja, revščina in lakota, se pravi odprava revščine in lakote, se mi zdi, da sta res enega najpomembnejših ciljev, v bistvu sploh za normalno življenje vseh ljudi. No, je pa tako, sem rekla, na koncu pa pridemo v Slovenijo. Ja, tudi v Sloveniji so ljudje, ki so potrebni pomoči. Kot sem že na začetku govorila, pač nekje relativna revščina. Vsak človek pač v tistem okolju, standardu, ki živi, pač če nima dovolj sredstev ali pa v primerjavi z ostalimi za tako dostojno življenje, je tudi lahko reven. Vidite številke, koliko jim recimo Slovenska Karitas v Sloveniji pomaga. V letu 2018 58,000 osebam. Veliko hrane smo razdelili, tudi drugih higienskih pripomočkov, pomagajo pri plačilu položnic, za šolske potrebščine, imamo tudi botrstvo za otroke, pa tudi pomagamo pri letovanjih na morju. Ravno zdaj v teh dneh so naši pač otroci pa družine tudi na morju, se veselijo. Mnogi so v bistvu res prvič sploh na morju, tudi kakšno veselje je tako. V bistvu povsod, v vsaki družbi se vedno najde kdo, ki je v stiski, ki je reven potreben pomoči. Seveda, kot ste pa videli, seveda naša revščina se ne da s to absolutno revščino v Afriki primerjati, ker ljudje res tudi umirajo od lakote, nimajo teh res osnovnih dobrin, dostopa do šolanja, izobrazbe, pitne vode. Zato je pa tudi prav v bistvu nekako, da izmer pravim, da je prav, da smo solidarni, če imamo, pa nekaj od svojega podelimo s tistimi, ker nimajo, in tako pač svet tudi lepše. Je pa tako, da smo tudi vsi med seboj nekako povezani, cel svet. Tudi mi koristimo dobrine iz celega sveta, recimo v naših mobitelih je koltan, ki prihaja iz Kongove kotline, in če tega ne bi bilo, kdo prav, kakšen reče, zakaj pa pomagati Afriki. Ja, se mi tudi v bistvu koristimo že njihove naravne vire že dolg časa. Tako da, če to lahko delamo, potem bomo solidarni drug z drugim, tudi ker smo v stiski, pa tudi recimo s svojim načinom življenja vplivamo na podnebne spremembe in tako naprej. Smo nekako med sabo povezani, cel svet danes je pač res ena velika globalna vas, cel svet. Ne bo še solidarnost tudi globalna. No, in Lucija me je tudi prosila, da vas malo spodbudim, kaj vi lahko naredite pač za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Jaz sem tukaj nekaj samo predlogov, seveda je lahko še veliko več. Pač lahko organizirate dobrodelno akcijo za zbiranje sredstev pač v lokalnem okolju, lahko je tudi rock koncert, če mogoče, ki igrate, ali pa če imate prijatelje, tudi pač sem kot ena od idej, ampak jaz če lahko svojo lastno izkušnjo, ker sem bila še mlada, 20 let stara študentka, sem šla v bistvu 3-krat čez poletne počitnice delati prostovoljno v Indijo s slepimi pa gluhimi otroki. In ker sem jaz prvo let videla, da otroci nimajo niti svojih zobnih ščetk, sem naslednje let v svojem pač okolju organizirala res glasbeni dobrodelni koncert in vstopnina je bila zobna ščetka. Tako sem nesla ruzak zobnih ščetk otrokom in mladim v Indijo. Pač to je samo ena mrskaj se da z iznajdljivostjo, se ni treba včasih velikih stvari, ampak važna je v bistvu solidarnost, pač da izrazimo. No, malo tukaj tudi namik, recimo, lahko se tudi s prijatelji odločite, pa vsak da €1, pa kupite eno kozo v Afriki. Te naši akciji kupim kozo. Ali pa za kjerokoli organizacijo se ne favoriziram nas, ampak tako, pač z malimi sredstvi, ali z neko odpovedjo, da se tudi mi nečemu odpovemo, lahko nekomu res polepšamo življenje. Ker ste veliko tudi na socialnih omrežjih, tudi veliko lahko naredite za osveščanje, tudi da delite recimo kakšno sporočilo o ciljih trajnostnega razvoja, tudi to, kar Lucija deli recimo na svojem omrežju ali pa tudi drugje, pa da širite pač pozitivna sporočila, osveščate druge. Lahko pa tudi prostovoljno pomagate, recimo se odločite za kakšno pomoč ljudem v stiski v Sloveniji ali pa tudi v tujini. Veliko možnosti je danes za te stvari. Seveda, jaz pa lahko tudi rečem, če bi želeli kot mladi delati v Karitas, Slovenska Karitas, zdaj že nekaj let tudi Young Karitas, imamo tudi svojo Facebook, spletno stran, in veliko različnih
akcij, recimo, kamor se mladi, projektov, kamor se mladi lahko vključite, pomagate, recimo, trenutno je naša Young Caritas seveda v Portorožu, na počitnicah biserov za socialno ogrožene otroke in tam se res zabavajo skupaj z njimi. Je pa še veliko drugih stvari preko leta, ker lahko v bistvu delate, prispevate v bistvu tudi konec koncev v zmanjševanju revščine, neenakosti v Sloveniji, ali pa kje drugje. Tako da, to bi bilo z moje strani vse. Hvala vsem, ki ste v bistvu prisluhnili temu mojemu, kako ne rečem, pričevanju. Ja, zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, z veseljem tudi odgovorim. Je kdo kaj napisal, Lucija? Grem zdaj še enkrat pogledat, če je slučajno se kdo kaj javil. Ja. Ampak bi pa vseeno rekla, res hvala za to predstavitev, zelo zanimiva in se mi zdi, da na zelo dober način si predstavlja nekako tudi bolj globalno ta koncept teh ciljev, kar je pa tudi ključno tukaj, zato pa rabimo globalne cilje, ker smo tako povezani. Nažalost, trenutno ni vprašanj, ampak jaz mislim, če kdorkoli to potem tudi gleda kasneje, lahko meni napiše ali pa tudi vam bo tudi označena Young Caritas Facebook skupina, tako da je veliko priložnosti. Super so pa tudi vse te predloge, ki si jih dala, da se res lahko vključimo, ni treba, da kaj posebenega znamo, ampak če imamo voljo, lahko prispevamo. Tako, pa srce. Je vedno treba tudi imeti srce za to, če človek čuti. Ja. No, super, res mislim, da pol za danes so večinoma zaključili, ampak ja, res hvala, zanimiva predstavitev. Ja, hvala lepa. Hvala tudi tebi, Lucija, za povabilo, res z veseljem sodelovala. Seveda. Pa srečno vsem, lepe poletne dni. Ja, uživajte še v tem zadnjem mesecu. Ja, hvala, enako. Adijo. Adijo.